Spodobi se, da nekaj pozornosti tu v Ženevi namenimo tudi tistim, ki jim preprosti serijski avti, pa naj bodo še tako športni ali pa ekstremni, preprosto niso dovolj. V grobem govorimo o predelovalcih, o tunerjih, ampak ti ali pa vsaj večina teh je skozi zgodovino pridobila status proizvajalca avtomobilov, saj so njihovi posegi v avto tako zelo koreniti, da gre pravzaprav za čisto drug izdelek. Gremo si pogledati nekaj tistih, ki izstopajo najbolj. In seveda moramo najprej začeti pri Brabusu, ki je spet na svojem klasičnem mestu, tole v Ženevi. Stvar, s katero se pa hvalijo, je pa kar 800-konjski CQP. In na 800 konjskih moči kaže že tukaj napis na preprogi. Imenuje se pa avtomobil Bullitt. Predelav je veliko pri podvozju, pri raznih dodatkih, ampak tale avto se imenuje Bullitt zaradi motorja. Verjetno je še hitrejši od krogle. Pravzaprav je njegova hitrost omejena na 350 km/h zaradi gum in pa morda tudi malo zaradi aerodinamike. Ta avto pa je pravzaprav naslednik Brabusa Rocket, prav tako zelo hitre zverine, ki pa je bila v primerjavi s tem avtomobilom še zelo draga. Kakor se vzame, Brabus Rocket je bil tam 450 000 evrov, tale pa je samo 380 000 evrov. Kaj pa je to? Gremo naprej. Nadaljujemo pa pri Rufu, kjer nam je v oči padel en klasik, čudoviti Ruf Turbo iz leta 1979. Avto je narejen brez pretiravanja, videz je res prava klasika. Tamle malce naprej je pa še en Rufov izdelek, ta pa iz leta 2012. Prav tako Porsche Turbo, ampak s kar 640 konjskimi močmi. No, tudi tale je prava zverina in s tistim originalom pravzaprav deli barvo, dobre vozne lastnosti, moč, ampak toliko duše pa verjetno vseeno nima. Ima pa pri Rufu še en izredno zanimiv avtomobil, ki pa je privlačen oziroma zanimiv iz čist drugega razloga. Poglejte tole Panamero. Tale zadeva je za kar 40 cm daljša od običajne Panamere. In pri Rufu seveda trdijo, da so našli kar nekaj kupcev na Kitajskem. Pravijo, da so šli na tamkajšnji avtomobilski salon, kjer so Kitajci obsedeni z velikostjo, le zakaj? Zahtevali daljšega Porscheja. In Ruf jim je seveda ponudil tisto, kar so hoteli in baje se prodaja za med. Gremo pogledati, kako je videti znotraj. Obvezna zavesica za tiste, ki ne želijo biti videni, in pa prostora, kolikor ga hočemo. In kdo bo dejansko uporabljal ta avto? No, tako bom povedal. Pri Rufu so rekli, v Šanghaju obstajajo poslovneži, ki se morajo dostikrat peljati z ene strani mesta na drugo, ponavadi iz severa na jug ali obratno, seveda. In to ponavadi vzame tam okrogle 3 ure. In v tistih trenutkih bi oni radi bili v pisarni. Tukaj je prostora ravno toliko. Ok, pri Rufu smo z relativno okusnimi predelavami zaključili, gremo k Mansouriju. No, tile pri Mansouriju so pa zelo prebrisani, ne? Pravzaprav obstajajo že od leta 1986, ampak prepoznavni so aparata šele pred nekaj leti, ko so začeli na salone hoditi s takimi odbitimi verzijami sicer že zelo športnih avtomobilov. Tukaj je tale McLaren, tukaj na drugi strani je tale Lamborghini Aventador predelan. Gre za res ekstremne predelave in mi smo se pravzaprav dostikrat spraševali, pa kdo bo to kupil, a ni to vseeno malo preveč kičasto. No, potem sem se pa jaz malo usedel dol z enim od njihovih predstavnikov, ki pa je rekel, veste, mi prodamo zelo veliko avtomobilov. Ogromno kupcev prihaja iz Bližnjega vzhoda, veliko z Kitajske, pa seveda z Rusije in zelo veliko povpraševanje je pa po telih karbonskih Mercedesih. Slišite? In tale recimo je CLS 63 AMG. No, tistih 500 pa še nekih konjev seveda ni bilo dovolj, zato jih ima tale kar 640. Tudi 700 Nm navora ni bilo dovolj, zato jih ima tale 900. Stane pa preveč. In če lahko dobro živijo takšni ekstremisti, kot je Mansouri, potem pravzaprav ni čudno, da gre dobro tudi običajnim predelovalcem. Opazili smo namreč tu v Ženevi, da so njihovi prostori vsako leto vse večji, vse lepše osvetljeni in seveda tudi vse bolj polni predelanih avtomobilov. Tunerjem očitno dobro kaže.